Župan občine Radenci Roman Leljak je na tiskovni konferenci predstavil aktualne projekte in vizijo razvoja občine. Obenem je potrdil, kot je napovedal že na družbenih omrežjih, da se bo potegoval za še en mandat za župana občine Radenci. V 2 mandatih je župan z občinsko upravo vizijo razvoja gradil predvsem na infrastrukturi in turizmu. V 8 letih smo občino Radenci na nek način spremenili. Malo čudno so nas gledali, ko smo nekako prevzeli vajeti v tej občini in smo pač rekli, da ne bomo imeli trgovskih con, industrijskih con, obrtniških con, da vsakemu podjetju, ko pride v občino Radenci, se bomo lepo zahvalili pa rekli, naj iščejo prostor kje drugje, da bo občina Radenci se razvijala samo najprej kot občina za prijazno bivanje in kot drugo občina za turizem, športni turizem, klasični in pa zdravstveni turizem. Tako smo načrtovali svoje programe, tako smo uredili tudi zakonske občinske akte v tej smeri in tako tudi izvajamo lokalno politiko. V tem, da to nismo brcnili v neko temo, v praznino, povejo pač rezultati. Povejo tudi sami rezultati, sami po sebi. Po mnenju Ministrstva za finance prejšnjega je občina Radenci prva po razvoju občine v Pomurju. Pred 8 leti mislim, da smo bili 20 ali 21 od 27 občin, sedaj smo prvi. Isto smo v Sloveniji, v celotni Sloveniji napredovali, ne boste verjeli, ampak za 150 mest. Tako da smo zdaj vse skupaj. Ostajamo najmanj zadolžena občina v Pomurju, kljub razvoju in kljub vseh teh investicijah, ki smo jih imeli. V zadnjih letih so se v občini Radenci posvečali tudi bolj zeleni javni razsvetljavi. Smo edina občina v Evropi, ne v Sloveniji, v Evropi, ki smo 85% javne razsvetljave pokrili z sončno javno razsvetljavo. Vse naše vasi, od Murčeka, Hrastniški vrh, Janžev vrh, Radenski vrh, smo naredili z sončno javno razsvetljavo, skoraj 600 teh luči smo postavili v teh 8 letih. To sedaj delamo tudi tukaj v naselju v Radenci in pričakujem, da v nekih 2 do 4 letih bomo naredili, da v občini Radenci ne bo gorela več nobena luč na elektriko, kar se javnih cest tiče. To v bistvu pomeni, veliko prešparamo denarja, ne rabimo plačevati elektrike. Veliko bolj varno je to, ker govorimo o napetosti veliko manjši, kot pa pri tistih vse skupaj. Veliko cenejša izgradnja je, ker nimamo teh kablov po cesti in vsega skupaj, po zraku in tako dalje. Mi moram povedati, da smo 4 leta nazaj se vseh 27 županov že zmenilo, da bi naredili to evropski projekt, da bi za vseh 27 občin to naredili in da bi vzeli ta kohezijska sredstva evropska, neko zelena, ampak naša država je rekla ne in za ta sredstva nismo mogli dobiti. Čeprav se mi jim to zdelo najbolj, ker pač imamo neke vasi, oddaljene hiše, ki javno razsvetljavo nikoli ne bojo imeli, ker pač je prevelik strošek za to narediti. Javna razsvetljava je pa danes ena od nujnih zadev za varnost, za normalno življenje in vse tisto, kar pač prenese v neka urbana sredina. Visok odstotek investicij predstavljajo predvsem infrastrukturni projekti. V tem trenutku izvajamo rekonstrukcijo kompletne kanalizacije na Titovi cesti, 1,5 milijona evrov, 1,7 milijonov skoraj. Kot sem rekel, park
Boračevo smo naredili na novo, ko se zahvaljuje ministrstvu za skoraj 300 tisoč evrov. Občina Radenci je sedaj pridobila v tem letu 4 milijone evrov. Mislim, da smo tudi tu prvi v Pomurju, da smo dobili toliko nepovratnih sredstev v tem letu. In to zahvaljujoč našemu delu, mojim sodelavcem, ki projekte pripravljamo dobro, čeprav nismo bila politična opcija prejšnje oblasti, ampak ničkolikokrat sem slišal od državnih sekretarjev in pa drugih, občini Radenci zelo dobro pripravljajo projekte. In to je tisto vodilo, ki pač mora biti, da so projekte kvalitetno pripravljeni in bomo se v bodoče trudili, da bomo. Čeprav imamo tudi mi kadrovske težave, res jih imamo. Morate vedeti, z naše občine so 3 odšli na direktorske funkcije v druge občine, kar pomeni, da odhajajo z nekim znanjem. Odhajajo tudi na druga delovna mesta v občini, pa ne zato, ker jim ne bi bilo preveč všeč tukaj, ampak kot mi je rekla ena računovodkinja, zato, ker se tam bistveno manj dela, pa ista plača. Tako da pač jaz kot župan sem tu malo bolj ošter, efektiva je pri meni, mora biti bistveno večja, kot je povprečje v Sloveniji. Posebej je izpostavil področje ravnanja s komunalnimi odpadki, za katere meni, da bodo v prihodnje postali pomembna gospodarska dejavnost. Po njegovem mnenju bi morale občine same organizirati zbiranje in oddajo odpadkov v regijski center Cerop, prihodke od prodaje surovin pa nameniti zniževanju stroškov odvoza. Mi govorimo o pomurskih občin, teh 27 občin, kar je. Jaz mislim, da zadnjih 2-3 leta kar dobro sodelujemo in da imamo vsi župani že kar neko enotno mnenje in da gremo v pravo smer. Jaz upam, da po teh volitvah ne bo nekih velikih sprememb, da bomo s tem tudi nadaljevali. Občino Radenci pa smo zdaj izpostavili kot prvo, ki je začela na ta način razmišljanja, predvsem pri komunalnih odpadkih, da pokažemo, da se zadeva da tudi na ta način delati, tako kot se dela naprimer z vodovodno infrastrukturo in pa odvajanjem in čiščenjem, ker občina Radenci že uspešno to dela 8 let. Jaz bi celo razmišljal in osebno predlagal, da bi vse občine, ki imajo do 10 tisoč prebivalcev, da sploh ne bi več imeli komunalnih podjetij in drugih podjetij, ampak da bi vse to delali režijski obrati. Poslovanje bi bilo veliko bolj transparentno in veliko cenejše in bi občine imele bistveno več denarja tudi za druge namene. Te komunalne odpadke prodajajo. In v tem gospodarskem krogu bojo v eni bodočnosti največ zaslužili prav komunalna podjetja, ne pa proizvajalci, ne pa trgovci. In zato bi morale vse občine iti na ta sistem, da mi ustvarimo takšne podjetje, v Pomurju pa to priložnost imamo, ker imamo skupno podjetje Cerop, da vso komunalno odpadke odpeljemo tja, da jih tam prodajamo, in da z denarjem, ki smo ga dobili od prodaje, znižujemo osnovno ceno pobiranja. To pomeni, da občani ne rabijo plačati, ker jim je nekdo odpadke odpeljal, ampak da bodo ti odpadki prodani in se bo z tega pokrilo strošek odvoza. Župan je na tiskovni konferenci napovedal še, da bo eden od vrhuncev letošnjega radenskega poletja spektakularen šov z droni, s katerimi želi občina Radenci počastiti svojo zgodovino in okrepiti prepoznavnost kraja. Kot vi vidite, ste slišali, smo tudi družino Šarič, na nek način želimo vrniti nazaj v občino Radenci, seveda ne lastniško. Želeli bi jim dati neko zgodovinsko priznanje, da so oni tisti, ki so Radence ustvarili, isto velja za družino Hen. Zato bomo letos ob koncu radenskega poletja, se pravi 26. z nastopom Intrade, posebni luči prikazali tudi občino Radenci. V zrak bo šlo malo več kot 100 dronov. Izpisali bojo v noči velik napis Radenci.
3 srca, izpisali bojo naziv Šarič, Hen in še nekih drugih 9-8 skulptur. To so skulpture, ki so velike 20 do 30 metrov visoke, na par 100 metrov v zraku, tako da se bo daleč okoli videlo. Bomo to naredili tudi zaradi našega marketinga občinskega. Na drugi strani pa bomo tudi tem dvema družinami dali neko priznanje, da so le del te zgodbe. Od gospoda Hena, ki je pač ta izvir prvi nekako začel uporabljati, in pa seveda gospoda Šariča, ki je to začel uporabljati v serijsko proizvodnjo prodaje te vode in izgradnjo termalnih kopališč in pa seveda vsega ostalega. Menim, da smo dolžni zgodovino spoštovati. Leljak je potrdil še, da bo na letošnjih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je dejal, želi v morebitnem 3. mandatu dokončati projekte, ki jih je občina začela pripravljati v zadnjih letih. Odločil sem še, da bi še en mandat opravil, da končamo projekte, predvsem je pomemben ta del okoli novih dejavnosti, to so odvažanje smeti iz občine Radenci in pa seveda oskrbo z cestami, kar bo sedaj delala občina Radenci sama, brez zunanjih izvajalcev. To zadevo smo seveda zdaj pripravili in od 1. januarja 2027 se bo začela izvajati. In ker smo pač to v mojem mandatu pripravili, se mi zdi prav, da tudi prvi 4 leta to naredim, potem pa se bom poslovil. Po njegovem so občani pozitivne spremembe prepoznali, zato verjame, da bodo zaupanje izkazali tudi na prihajajočih volitvah.